NATO-vi problemi v Afganistanu, izumrtje tigrov, novinarski krvni davek, palestinski tuneli, nezaposlenost na Kitajskem. Don't be economic girly man. Iz ljubljanskega studia 142. Takle imamo. Pozdravljeni. Ukaz vrhovnega zavezniškega poveljnika za evropski del misije ISAF, da se je treba proti proizvodnji in trgovini z drogami v Afganistanu boriti tudi s silo, sproža precejšnje negodovanje med poveljniki doma, na terenu in pri afganistanski oblasti. Ukaz dovoljuje napade na vse civiliste, ki se ukvarjajo s tovrstnim kriminalom. Do sedaj so bili tarča vojaških operacij le tisti proizvajalci in prodajalci, ki so bili povezani s talibani. Tajni ukaz je posledica sklepov sestanka obrambnih ministrov NATO oktobra lani, ki vsem civilistom, ki so vpleteni v proizvodnjo in distribucijo mamil, pavšalno pripisuje materialno pomoč in povezano z uporniki. Nemški poveljnik v NATO-vem štabu v Bruslju, ki je trenutno vodja misije ISAF v Afganistanu, temu ukazu nasprotuje. Enako mu nasprotuje poveljnik ISAF-a v Kabulu. Izvajanje ukaza bo resno ogrozilo zavezniške operacije v Afganistanu, saj je misija zavezana, da bo vojaško silo uporabljala zadržano in se izogibala civilnim žrtvam. Sočasno je ukaz po besedah uporniških poveljnikov v direktnem nasprotju z mednarodnim vojaškim pravom. Vrhovni poveljnik je dal vsem poveljnikom, ki se ne strinjajo z ukazom ali ga ne bodo hoteli izvajati, vedeti, da jih bo v primeru nespoštovanja ukaza razrešil. Afganistanska trgovina z opijem in heroinom po podatkih Združenih narodov obsega kar 50% bruto domačega proizvoda. Na Šrilanki se nadaljuje ofenziva vladnih sil proti uporniškim tamilskim tigrom. Na območju spopadov je ujetih okoli 250 tisoč civilistov, ki ne morejo ali pa si ne upajo zbežati. Vlada ne garantira za njihovo varnost. Humanitarni delavci poročajo, da so bombardirana tudi območja, ki jih je vlada razglasila za varna. Sočasno z vojaško akcijo poteka tudi ofenziva proti tujim diplomatom, humanitarnim organizacijam in medijem. CNN, BBC in Al Jazeera so bili obtoženi simpatiziranja s tamilskimi tigri, diplomatom in humanitarnim delavcem grozijo z izgonom. Oblast ne priznava nikakršnih kršitev človekovih pravic ali kršenja vojnega prava. Šrilanko naseljujejo 4 etnične skupine, največja predstavlja 73% prebivalstva. Od razglasitve neodvisnosti pred 60 leti ta sistematično diskriminira ostale 3 manjšine. Pred 25 leti so se različne tamilske skupine uprle centralni vladi. Tigri so se imeli za edino legitimno skupino, zato so skozi leta pobili večino nasprotnikov in uničili vse druge uporniške skupine. V medsebojnih spopadih in spopadih z vojsko je umrlo skupaj okoli 10 tisoč ljudi. Sedaj kaže, da bodo dokončno vojaško poraženi. Predstavljeno je poročilo o žrtvah med novinarji v letu 2008. Število se je znižalo iz 175 v letu 2007 na 109. Irak še vedno ostaja na prvem mestu s 16 ubitimi novinarji. Od leta 2003 je bilo v Iraku ubitih 252 novinarjev, prevajalcev in drugih sodelavcev. Iraku sledita Mehika in Indija s po 10 novinarji, Filipini z 8 in Pakistan s 7. Poročilo zahteva od držav, da zaščitijo novinarje med opravljanjem poklica. Kot primer povsem nasprotne prakse so navedli omejevanje gibanja in nediskriminiranega bombardiranja, ki so ga izvajale izraelske oblasti med napadom na Gazo. Če Izrael bombardira tunele na meji med Gazo in Egiptom, bi jih gradil drugje. Sedanji obrambni minister Ehud Barak je na predvolilnem shodu namesto ozemlja za mir predlagal gradnjo 48 km dolgega tunela, ki bi povezal Gazo in Zahodni breg. Tunel bi bil še vedno pod izraelsko suverenostjo, Palestinci bi z njim le upravljali. Predvideni stroški projekta so med 2 in 3 milijardami dolarjev, kar naj bi bila po ministrovih besedah sprejemljiva cena. Globalna kriza je močno prizadela kitajsko gospodarstvo, še posebej njen industrijski sektor.
Zaradi zmanjševanja povpraševanja po kitajskih igračah, obutvi in elektroniki je po vladnih ocenah delo izgubilo okoli 26 milijonov delavcev, predvsem migrantov iz ruralnih področij. Direktor Agencije za zaposlovanje v industrijsko najrazvitejši pokrajini Shenzhen pravi, da se je povpraševanje po začasnih delavcih prepolovilo. Najbolj zaželjena delovna sila so mlade ženske, ki so na tekočih trakovih najučinkovitejše. Posledice krize se najbolj poznajo v mestih, kjer so že potekali protesti in nemiri zaradi odpuščanj. Oblasti zaradi strahu pred izbruhom in širjenja nemirov odpuščenim delavcem ponujajo nadomestila in zaostale plače. Kitajska se namerava spopasti s krizo, s povečevanjem domačega povpraševanja, javnimi deli in modernizacijo ruralnih predelov države. Kalifornija, 8. največja ekonomija na svetu, je tik pred bankrotom. Ker se kalifornijski poslanci niso dogovorili, kako premostiti 40 milijardno proračunsko luknjo, se zna zgoditi, da ne bo izplačanih 3,5 milijard dolarjev vračil davkov, štipendij, pomoči. Socialne službe bodo ustavile delo. Zaradi ogromnega primanjkljaja je guverner Schwarzenegger sprejel sklep, da bodo imeli javni uslužbenci do junija 2010 na mesec 2 dni neplačanega dopusta. S tem ukrepom bi prihranili 1,4 milijarde dolarjev. V tem trenutku ima kar 46 ameriških zveznih držav probleme s proračunskim primanjkljajem. Now there's another way you can tell you're Republican. Your faith in free enterprise, faith in the resourcefulness of the American people, and faith in the US economy. And to those critics who are so pessimistic about our economy, I say, don't be economic girly man. Iz ljubljanskega studia 142 takle imamo. Ne, se hecam. Nimamo takle, drugačen le. Kakšen le, takšen le. Okay.